Okusne jedi je mogoče pripraviti le v dobro organizirani kuhinji, kjer poteka kuharsko tekmovanje z jasnimi pravili. Uporabiti zgolj sestavine, ki rastejo na domačih tleh in recepte naših prednikov. Tukaj, na primer, so divje zelišče, smo največ sami nabrali. Meso je iz njihove kmetije, druge sestavine so pa z vrta. Prepričali bomo našo komisijo za našo motivacijo in kreativnostjo. So neki osnovni recepti za te jedi, ampak mi smo pač vse skupaj malo izboljšali, pa naredili nekaj posebnega iz tega. Slovenija je edina država v Evropi, ki ima Alpe, morje, Panonsko nižino in kraški svet. In pri prav vsaki skupini sem lahko videla delček kulinarične dediščine Slovenije. Naprimer, kroparska žonta pri Gorencih ali pa bučni golaž pri Štajercih. Enoločnica je poleg močnate jedi in domiselnega prigrizka letos osrednja jed, ki jo morajo pripraviti tekmovalci. Za dobro enolončico je treba imeti vse naravno, mora biti sveže vse. Važno je, da se kuha počasi in dolgo. Moraš paziti, da vse v pravem času daš noter. Tekstura zaradi tega, ker pregosto, preredko, ne. Okusi so različni, a na koncu bo vendarle treba določiti zmagovalce. Kaj si tukaj skrbno zapisujete? Predvsem je osnovna ideja regija in sestavine. Tako da zdaj začetek opazujemo, ali so otroci, ki so iz določene regije, zbrali svoje sestavine. In po uri in pol je čas za oceno pripravljenih jedi. Ker se niso mogli odločiti, so razglasili kar 5 zmagovalcev. To so postali perk mandeljci, lbenski flosarji, rumene voščenke, možgančki in flancati.